Z evropsko poslanko Ljudmilo Novak. Sicer vam niso nekako priporočili odvzem krvi, ker ste se potepali po Afriki, kot evropska poslanka. Ja, tako, in sem uživala tablete proti malariji, in ker pogosto službeno potujem v Afriko, bila sem tudi na eni operaciji in zaradi tega so me danes odklonili. Sicer bi z veseljem dala kri, ker vem, da sem jo tudi sama že kar nekajkrat potrebovala po operaciji. Vesela pa sem, da so se mladi odločili za to akcijo in so tudi kar nekaj jih sprejeli, kajti dobro je, da v mladih letih, ko si še bolj odporen, imaš več moči in da se takrat že navadiš dajati kri in potem lahko tudi v življenju še veliko dobrega na ta način narediš in rešiš veliko življenj. No, se sam število ni važno, važen je namen, v takih primerih verjetno. Ja, vsi, ki smo prišli, smo imeli dober namen, nažalost pač vsi nismo mogli dati. Gotovo je boljše, da izločijo tam, kjer je pač možno tveganje, tako da ne bi okužili ali pa da ne bi prišlo do kakšnih težav tudi pri tistih, ki bi našo služili. Lahko pričakujemo še kakšno takšno akcijo od Nove Slovenije? Ja, takšno akcijo smo že večkrat organizirali, tako da jaz verjamem, da tudi če ni organizirane akcije, nekateri ali pa veliko število članov daje kri, seveda, če pa akcija organizirana, takrat je pa dodatna spodbuda, da se jih več odloči za to, ki bi sicer mogoče malo pozabili. Povejte, evropski poslanci v Evropskem parlamentu, imate tudi kakšno takšno podobno akcijo? Organizirajo v Bruslu takšno podobno akcijo? Za oddajo krvi ne vem, organizirajo pa različne preglede in testiranja, ki se jih tudi lahko udeležiš. Ok, hvala lepa. Tudi vam hvala.